Živijo. Eno lepo sončno popoldne imamo. Dopoldne sem že pojedel 2 krofa, tako da sem zdaj hitro skočil na kolo, da porabim vsaj kakšno kalorijo. Na predlog 2 gledalcev je današnja tema primerjava med navadnimi in disk zavorami. Ja, kot rečeno, danes je pustni torek, 16. februar. Segrelo se je do 9 stopinj Celzija. Jaz sem se za pusta našemil v kolesarja, čeprav je nečakinja mislila, da bom gusar. Ampak to sem jaz vsak dan, ker če piješ alkohol pred 10 uro dopoldan, nisi alkoholik, ampak si gusar. Jaz se bom danes malo razpeljeval po ravnem, tako za 1-2 urci, tako da niti nimam neke konkretne proge za objaviti. Bom pa res med vožnjo povedal par stvari okrog teh disk in navadnih zavor. Kakor ste mogoče opazili že sami, so začele disk zavore prepravljati tržišče. Tako da, če želite imeti prav navadne zavore, kupite jih zdaj. Ker se zna zgoditi, da drugo leto več ne boste dobili kolesa z navadnimi zavorami. Zaenkrat navadne zavore lahko dobite pri cenejših izvedbah koles in pa mogoče na otroških kolescih in triatlonci tudi še zmeraj vozijo z navadnimi zavorami. Vse ostalo je šlo na diske, skoraj kompletna karavana, ki se podi po Touru, Girotu in po Vuelti. Praktično že skoraj vsi profesionalci. Zdaj, jaz sem celo življenje vozil z navadnimi zavorami, zadnje pol leta imam pa tudi jaz diske, tako da bom probal prikazati nekaj pozitivnih pa negativnih lastnosti obeh različic zavor. Navadne zavore imajo kar nekaj pozitivnih lastnosti in sicer so lahke, preproste za montažo in vzdrževanje, oziroma če je treba karkoli naštelati, se to z lahkoto naredi. Gumice se da preprosto zamenjati, ko se obrabijo in so tudi zelo poceni. Navadne zavore tudi omogočajo, da zelo enostavno snamemo obroč dol s kolesa, se jih samo z eno potezo razširimo in gre guma lepo mimo čeljusti. Negativne lastnosti so pa slabši oprijem oziroma slabše zaviranje. Na zavorno ročico je treba dati dosti več sile. Problem nastane v kakšnem mokrem vremenu, kjer je trenje med zavorno gumico in med obročem bistveno manjše. Takrat začnejo gumice tudi škripati. Škripajo oziroma celo žvižgajo tudi v hladnem vremenu. Tukaj dostikrat opazim problem pri ženskah, ki imajo krajše prste, da težje zavirajo. Če držijo belanco na specialki od spodaj, potem s prsti ne dosežejo zavorne ročice. Če pa zavirajo z vrha, je pa sila na ročico bistveno manjša oziroma roke začnejo prej boleti. Podobno velja tudi za kogarkoli, če ima kakšno poškodbo na roki ali da ga roka boli oziroma okreva. Slaba lastnost navadnih zavor je tudi ta, da gumice pri zaviranju drsajo direkt po obroču. Zdaj, če imate kak super drag obroč ali pa tak, ki vam ga je škoda, pač se on pri zaviranju uničuje, to je treba vedeti. Pri navadnih zavorah je največkrat sistem tudi tak, da grejo zajle po zunanji strani okvira, medtem ko pri disk zavorah je večinoma vse speljano po notranji strani okvira direkt do čeljusti. Torej, se pravi, za kontrast navadnim zavorom lahko najprej začnem z negativnimi lastnostmi disk zavor, in sicer so precej težje od navadnih. Snemanje kolesa oziroma obroča dol z okvira je bolj nerodno, ker nimamo tistega quick releasa, ampak gre praktično vijak skozi celo os. Ko je kolo sneto, je treba paziti, da ne stisnemo zavorne ročice, ker lahko ploščice padejo ven. Pri snemanju obroča in pri ponovni montaži nazaj na okvir se lahko zgodi, da bojo disk zavore drsale, če ne bojo prav 100% naravnane. Vzdrževanje je dosti bolj komplicirano, ampak je pač najbolj špeljati kolo na servis, pa naj to zrihtajo tam tisti, ki to znajo.
in zavorne ploščice so tudi rahlo dražje od gumic. Pri zaviranju lahko disk zavore pregrejemo, ampak do tam je kar daleč. Zaviranje je 70% na sprednjo in 30% na zadnjo zavoro. Vmes pa vsake toliko popustimo, da se ne bi pregrele. Pozitivne lastnosti disk zavor so te, da zelo dobro primejo. Na zavorne ročice je potrebno dodati malo sile in se da zelo lepo dozirati zaviranje, podobno kot pri avtu ali pa pri motorju. Ta lastnost mislim, da bi prišla prav tudi gospem, ki sem jih prej omenjal, ali pa tistim, ki jih iz kakršnega koli razloga boli roka, ker je za zaviranje potrebne manj moči. Lahko zaviramo tudi z vrha. Paziti treba, da ne stiskamo preveč, ker lahko gume zablokirajo, ampak se da zelo lepo kontrolirati zaviranje. Materiali zavornih čeljusti zelo kvalitetni. Zavorni obroč ima odprtine oziroma luknje, kjer se voda lepše odteka in umazanija leti proč. Tako da zaviranje v mokrih pogojih je dosti bolj učinkovito. Glede same menjave zavornih ploščic pri disk zavorah, moj kolega pravi, da jih je menjal nekje na 4000 km. Jaz sem s svojimi naredil dobre 2000, tako da zaenkrat te menjave še nisem imel, tako da tudi ne vem točno, koliko stane ta menjava. Glede same aerodinamike res ne bi znal povedati, kjere bi bile boljše. Pač oboje zavore se sproti razvijajo in mislim, da za rekreativno kolesarjenje tisti aerodinamični učink nima nobenega vpliva. Se pravi, navadne zavore so cenejše, lažje, enostavnejše za vzdrževanje, slabše se obnesejo v mokrem vremenu. Disk zavore so dražje, bolj nerodne za vzdrževanje, bolj zahtevne, težje, imajo pa dosti boljše čiščenje zavornega diska in dosti boljši oprijem oziroma doziranje sile, ki jo dajemo v zaviranje. Zdaj, moja ocena, vsi, s katerimi sem se pogovarjal, strašno hvalijo disk zavore, vse super, in sploh. Jaz osebno, kaj pa vem, praktično tako velikih razlik ne opazim. Jaz kot rekreativni kolesar ne razvijam takih hitrosti, še so posebej ne pri spustih in pred ovinki, da bi to silno zaviranje prišlo v poštev. Mislim, da je moja vožnja taka, kot je bila prej, ne glede na vrsto zavor. Glede na to, da imam disk zavore šele pol leta, moja cena mogoče ni najbolj relevantna, tako da zaenkrat ne bom navijal ne za ene, ne za druge. Ampak pod črto je pa tako, če so disk zavore bolj močne, bolj varne in bolj trend, potem je to. Sonce zahaja ob 5:30, tako da se da že vsakem popoldnevu narediti kakšno kratko kolesarjenje. Še enkrat bi se zahvalil obema gledalcema, ki sta predlagala to super temo, in pozivam tudi vse ostale, če imate kakršne koli ideje in predloge za naprej, kar korajžno napište v komentarje. Ja, tako pride en oblak in rata kar večer, tudi če sonce še ni zašlo. Ampak jaz sem vseeno stisnil 50 km v teh 2 urah. Hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič.